Nikolaj Kristof je očiten antisemitec, rasist, nestrpnež, nasprotnik Izraela, popačevalec dejstev, popačevalec prava in lažnivec. Njegova kolumna je najbolj podobna protokolom sionskih modrecev, kar sem jih videl v svojem življenju. Dobrodošli v še eni epizodi Our Middle East. Sem Dan Diker, z menoj pa je moj dragi prijatelj in kolega že več kot 3 desetletja Khaled Abu Taume, ki vam prinašava Bližnji vzhod z bližnjevzhodnega vidika. Danes sva s Khaledom zelo vesela in počaščena, da imava prav posebnega gosta, profesorja Alana Dershowica, verjetno najdlje delujočega profesorja prava na Univerzi Harvard. Več kot 50 let izjemnega delovanja in mentorstva številnim mladim odvetnikom. In tudi avtor številnih knjig o antisemitizmu, pravu in vsem vmesnem. Profesor Dershowic, lepo, da ste tukaj z nami v Jeruzalemu, čeprav je to prek Zooma. V resnično ključnem trenutku, ko sta New York Times in njegov kolumnistnik Christoph objavila članek, kaj se oblikuje ali razume v Izraelu? Na vseh področjih, od politične levice do centra in desnice, kot pravi kos propagande, hude obtožbe, da je Izrael uril pse za posilstva Palestincev, ter sistematična obtožba o sistematičnem posiljevanju Palestincev, ki jih izraelske oblasti zapirajo in aretirajo. Želeli smo izvedeti vaše mnenje o najnovejših novicah, ki so prišle ven pred nekaj trenutki. Predsednik vlade Benjamin Netanjahu in zunanji minister Gideon Sa'ar sta tukajšnjim pravnim organom v Izraelu naročila, naj vložijo tožbo zaradi obrekovanja in klevetanja proti avtorju in publikaciji, ki je ta članek objavila na prvi strani časopisa New York Times pretekli ponedeljek. Kako smiselna ali mogoča je takšna morebitna tožba v tej konkretni situaciji? Začnimo samo kolumno. Nikolaj Kristof je učiten antisemit, rasist, nestrpnež, izkrivlja dejstva proti Izraelu, izkrivlja zakon in je lažnivec. In takšen je bil, veste, odkar spremljam New York Times, ni edini član svoje družine, ne bomo se spuščali v to, ampak ima tudi druge sorodnike s takšnimi težavami, vendar je on grozna oseba. In njegova kolumna je najbližje, kar sem v svojem življenju videl, protokolom sionskih starešin. Protokoli, tako kot ta kolumna, ne bi temeljili na dejstvih. To niso bila mnenja. Ljudje, ki so ponaredili protokole, so rekli, imamo dejstva. Vemo, da se judovski voditelji sestajajo in nadzorujejo svet, nadzorujejo gospodarstvo. To niso bila mnenja, to so bila domnevna dejstva in to je storil Kristof. Domnevno reportersko kolumno, ki naj bi poročala o dejstvih, je prikril kot mnenje, da bi jo poskušal zaščititi pred pravnimi ukrepi, ampak ne vara nikogar. To niso mnenja. Ni rekel, moje mnenje je, da Izrael uri pse, da posiljujejo Palestince. Rekel je, da je to dejstvo. In domnevno je citiral nekoga, ki naj bi bil žrtev take izmišljene grozote. Tako da v tistih državah, kjer narodi in skupine lahko vlagajo tožbe zaradi obrekovanja, se mi zdi, da obstaja zelo, zelo trdna podlaga za tožbo. V Združenih državah Izrael ne more vložiti tožbe. Ministrstvo za zunanje zadeve ne more vložiti tožbe. Le posamezniki ali podjetja in podobno so lahko obrekovani. Ampak zame ni nobenega dvoma, da je prišlo do obrekovanja. In po zakonodaji verjetno Velike Britanije, Kanade, morda Avstralije, morda Izraela, je mogoče te trditve preveriti na sodišču. Torej ne v Združenih državah, ampak da, v drugih državah, ki dovoljujejo tožbe zaradi obrekovanja, zaradi sovražnega govora. Profesor Dershowic, zakaj mislite, da se je New York Times odločil to objaviti kot mnenjski članek in ne kot novico ali poročilo? Ali jim to daje neko pravno imuniteto pred tožbami? Ne imunitete, ampak zaščito. To počnejo vse pogosteje. Izumili so nov novinarski oziroma antinovinarski koncept, imenovan analiza novic, ki ga postavijo na naslovnico, kar jim daje izgovor, da objavljajo navadna mnenja kot dejstva. To je ravno nasprotno. To je objavljanje poročil
novinarskih informacij, domnevnih dejstev in temu pravijo mnenje. Zakon o obrekovanju v Združenih državah pravi, da ne moreš biti tožen zaradi svojega mnenja. Veste, lahko rečem, da je Dan Dajker kurac. Ni, je pač človek. Imun sem, ker nisem dobesedno. Mislil, da je penis. Mislil sem, da ima lastnosti, zaradi katerih si zasluži, da ga tako imenujem. Torej, zakon jasno loči med mnenjem in preverljivimi dejstvi. Ampak če je dejstvo preverljivo, če v znanstvenem žargonu obstaja empirična negativna trditev, ki bi jo bilo mogoče dokazati, potem se to ne presoja kot mnenje, ampak kot dejstvo. In članek, čeprav je večinoma izmišljen, se predstavlja kot poročanje o dejstvih. Torej, karkoli zakon določa glede dejstev, se lahko uporabi proti temu kupu nesnage, ki je, kot sem rekel, najbolj podobno protokolom sionskih modrecev, kar sem jih kdaj videl. Potem se moraš vprašati, zakaj bi New York Times to objavil? Kristof nima kredibilnosti. Velja za polemika. Velja za nekoga, ki izbira in selekcionira, ter je bil proti Izraelu, odkar ga poznam. Svoje nasprotovanje Izraelu prikriva kot boj za človekove pravice, vendar ne piše o številnih najhujših kršitvah človekovih pravic, ki se dogajajo. Ali vsaj daje prednost Izraelu, Palestincem, pred številnimi drugimi zlorabami, v katerih bi lahko pisal. Torej, veste, nihče ne bi smel imeti nobenega sočutja do New York Timesa. In to so namerno časovno uskladili, da bi preusmerili pozornost z zelo verodostojnega poročila, ki je bilo pravkar izdano, o posilavstvih, ki so se zgodila, in spolnih zlorabah, ki so se zgodile 7. oktobra in med zajemanjem talcev. Tako je bil to nameren načrt časopisa New York Times, da deluje proti Izraelu. New York Times ima dolgo zgodovino antisemitizma. To sega nazaj do neuspešnega poročanja o holokaustu. Deborah Lipset je o tem napisala celo knjigo z naslovom Beyond Belief, kako je New York Times zamolčal poročila o holokaustu. Promovirali so Stalina v času, ko je Stalin ubijal Jude. Bili so izrazito protiizraelski. In to je dolga zgodovina časopisa v lasti Judov. Judovskega le v smislu, da Salzburgerjevi izhajajo iz judovske dediščine. Ampak veste, danes je to najbolj protijudovski časopis v Združenih državah in eden izmed takih tudi v svetu. Tako da veste, veliko ljudi, ki jih poznam, je odpovedalo naročnino na New York Times. To ne pomaga. New York Times je izgubil veliko svojih bralcev in veliko svojih spletnih bralcev, vendar je še vedno zelo močna propagandna institucija v Združenih državah. Veste, še vedno je to časopis, ki šteje, ko gre za broadwayske predstave in koncerte. Če dobiš slabo kritiko v New York Times, boš verjetno propadel. Torej dejansko pravite, da z pravnega vidika ni mogoče ničesar storiti glede tega? Ne, v Združenih državah glede tega ni mogoče ničesar storiti. Obstajajo tudi druge države. Ne pozabite, New York Times je mednarodni časopis. V Londonu, na primer, bi lahko, ker ima London zelo stroge zakone proti obrekovanju, kolikor vem. Imajo pa tudi zakone proti tožbenemu turizmu. Ne dovoljujejo vam, včasih je obstajalo nekaj, kar so imenovali tožbeni turizem. To pomeni, da so ljudje namenoma tožili v Londonu, čeprav niso imeli nobene povezave z Londonom. Zato so sodišča tam zelo zaskrbljena zaradi tega. Težava z Izraelom je seveda v tem, da lahko tam vložite tožbe in celo zmagate, vendar boste izterjali skoraj nič. Torej, vprašanje pri Izraelu je vložiti tožbo in dobiti odločitev. Zdaj to ne bo imelo enake verodostojnosti, kot bi jo imela tožba v drugi državi, in ne bodo izterjali veliko denarja. Ampak cilj ni izterjati denar od New York Timesa, cilj je diskreditirati ga. Gre za to, da mu nasprotuješ na trgu idej, kjer tudi sam deluje, in da pridobiš dostop do dokazov. In da se usedeš z odvetniki New York Timesa, s Kristofom in drugimi, in jih podvržeš zaslišanju pod prisego, in jih sprašuješ o tem, kdo so njihovi viri. In bomo videli, ali bodo sodišča dovolila, da zaščitijo svoje vire
čeprav obstaja resno vprašanje o verodostojnosti vsaj nekaterih virov. To je izjemno, profesor Dershowitz. Tukaj v levi roki držim mnenjski članek z naslovom Tišina, ki spremlja posilstvo Palestincev. In več kot ironično je, da uradno poročilo 10.000 virov, 300-stransko poročilo države Izrael z naslovom Nič več tišine, razkrita spolna groza. Podobnost v naslovih je precej izjemna, prav tako tudi časovna usklajenost. Kot sva se pogovarjala, Haled, sta bila le nekaj ur narazen. Tako da izgleda kot očitno prehitevanje uradnega izraelskega poročila, ki ga dejansko dokumentira Hamas sam, ne pa Izrael, s fotografijami, z videoposnetki. In Haled, morda bi to delil s profesorjem Dershowicem, z našimi gledalci in z mano, saj si strokovnjak za vse, kar je povezano s Palestino in arabskim svetom. Ta strategija, ki smo jo videli na prvi strani New York Timesa, je strategija Hamasa. In nevladna organizacija, ki jo sam navaja Kristof, je povezana s Hamasom. Ja, Veš, to daje strelivo Hamasu in večini Izraelovih sovražnikov po vsem svetu. Veš, odkar je članek izšel, kroži po različnih spletnih straneh, družbenih omrežij, računih, večinoma povezanih s Hamasom mimogrede. In naj poudarim, Dan, ta zgodba o psih, ki posiljujejo, že dolgo kroži po družbenih omrežjih. Večina arabskih medijev, osrednji mediji in arabski svet tega niso povzeli. Zdaj, ko je to objavil New York Times, pa vsi citirajo New York Times in pravijo, veste, to je New York Times. Če greste na profile na družbenih omrežjih povezane s Hamasom, vidite, da je to zgodba številka 1. Greste k palestinskemu islamskemu džihadu, greste k vsem antiizraelskim elementom v arabskem svetu. To se uporablja za spodbujanje sovraštva proti Izraelu, za delegitimizacijo Izraela, za demonizacijo Judov. To je del kampanje za delegitimizacijo in demonizacijo Izraela. To je 8. fronta. Vojna se ne odvija samo v Iranu, Jemnu, Libanonu, Gazi in drugod. Poteka tudi v medijih. o tem ni dvoma. Poteka tudi na univerzitetnih kampusih. In to bo postala glavna obtožba proti Izraelu na univerzitetnih kampusih, ker je posilstvo velika tema. Ni dvoma, da na nekaterih univerzitetnih kampusih obstaja tako imenovana kultura posilstva, kjer mladi moški izkoriščajo ženske, jih opijajo, uspavajo, jim dajejo droge. In upal bi, da bi Nicholas Kristof raziskal to vprašanje, ker se ga zelo neposredno tiče. Ampak Kristof se odloči, da teh vprašanj ne bo raziskoval. Namesto tega prikazuje državo, ki je verjetno naredila največ za reševanje zlorab v zaporih. Ne pozabite, vsaka demokratična država na svetu ima zlorabe v zaporih. Poročila so bila v Združenih državah, poročila v Veliki Britaniji, poročila v Avstraliji, poročila v Kanadi. Zaporniški stražarji res zlorabljajo zapornike. To vemo. V Združenih državah je bil znan primer, kjer je prišlo do analnega posilstva. Torej vprašanje ni, ali se te stvari dogajajo. Seveda se dogajajo. In seveda se dogajajo še posebej v času vojne in po dogodku, kot je bil 7. oktober. Vprašanje je, kaj država naredi glede tega. In Izrael je naredil več za reševanje te težave in pregon nekaterih ljudi, kot mnoge druge države, vendar o tem niso poročali. Poročali so le o tem, kar se že leta ponavlja na družbenih omrežjih. In kar sem videl jaz in kar so videli drugi, je vzorec, kjer aktivisti Hamasa izmišljajo zgodbe in na to ustvarjajo vzporednice. Poskrbijo, da vsi pripovedujejo isto zgodbo. In ta zgodba pridobi lažno verodostojnost s ponavljanjem. Resnica je, da ko se zgodbe znova in znova ponavljajo z določeno mero podobnosti, je to običajno precej dober dokaz, da so izmišljene. Zdaj je potreben res dober preiskovalni novinar iz Wall Street Journala ali kakšnega drugega, bolj verodostojnega časopisa, preiskati Kristofa in preučiti njegovo ozadje, njegovo zgodovino laži in prikrivanje laži. Mislim, prikrival je laži in posilstva ter spolno kulturo in kulturo posilstva ljudi, ki so mu zelo blizu
ter institucij in držav, ki so mu blizu. In tako je napočil čas za razkritje, ki je včasih celo bolj verodostojno kot tožba. Tožbe lahko pri tem pomagajo, ker je razkritje dokazov zelo pomembno. In če bi tožba prešla fazo zavrnitve in prišla do razkritja dokazov, bi bil New York Times zelo osramočen. Ko so njihovi ljudje, njihovi veterani in njihovi preverjevalci dejstev pod navzkrižnim zaslišanjem odvetnikov, kot sem jaz, ki lahko pridejo do resnice. Zadnja stvar, ki si jo New York Times želi, je, da bi mi, bralci, izvedeli, kako pri New York Timesu nastajajo njihove zgodbe. Ker je to precej ogabno in nihče tega ne bi pogoltnil. Ali pa bi časopisu sploh kdo verjel, če bi vedel, kaj vse je v teh zgodbah. In zakaj se je New York Times odločil za določen čas objave, zakaj so dovolili objavo obtožb, brez navedenih virov. Druga stvar pa je, zakaj ne obtožijo posameznikov. Poznajo imena nekaterih domnevnih posameznikov, ki so bili stražarji. In če bi navedli katerokoli ime, bi jih ti posamezniki lahko tožili. Bili pa so zelo previdni, da niso obtožili nobenega posameznika. Obtožili so le inštitucije, ki po ameriški zakonodaji ne morejo tožiti, da bi se poskušali izogniti tožbam proti njim. Profesor Dershowitz, že desetletja pišete o antisemitizmu, sovraštvu do Judov in sovraštvu do judovske države. Ko pogledate ta primer, kakšen vpliv in učinek zaznavate? Kakšen vpliv ima to lahko na že tako naraščajoč pojav antisemitizma v samem New Yorku, kaj šele v preostalem delu Združenih držav? Vzemimo New York. Veliko časa preživim v New Yorku. Živim na Floridi, vendar veliko časa preživim v New Yorku. In območje, kjer zdaj živim, poteka kampanja za kongres. In tam je pol ducata judovskih demokratov, ki se potegujejo drug proti drugemu, vključno z Jackom Schlossbergom, neumnim vnukom nekdanjega predsednika Združenih držav, kandidira kot produkt nepotizma in je najbolj protiizraelski kandidat. Ampak so še drugi. Vsi ti judovski kandidati tekmujejo med seboj, kdo je lahko najbolj protiizraelski. In kdor bo najbolj protiizraelski, bo zmagal v tem judovskem okrožju na zahodni strani New Yorka, pa tudi na vzhodni strani New Yorka. Kar vam pokaže, kaj se je zgodilo. Torej, kdo bo temu verjel? Nekateri bodo komaj čakali, da bodo temu verjeli. Verjeli bi karkoli. Verjeli bi, da so ljudje prišli iz vesolja in posiljevali. Verjeli bi karkoli od tega. O tem ni nobenega dvoma. In obstajajo študentje, ki bodo verjeli karkoli. Pravi strah je povprečen bralec New York Timesa, ki ni ne jud, ne sionist. In to prebere in si zaradi tega spremeni mnenje. Reče, wow, tega nisem nikoli vedel. Mislil sem, da je Izrael zelo civilizirana država. In zdaj berem o teh analnih posilstvih, berem o teh psih. Začenjam spreminjati svoje poglede na Izrael. To je skupina, ki me najbolj skrbi. In to je skupina, ki bi verjela samo zato, ker je to rekel New York Times. Poglej, imam prijatelje, judovske prijatelje, druge prijatelje. Če je v New York Timesu, verjamejo temu. Pogovarjam se z njimi in se sklicujejo na New York Times pri nekaterih najbolj absurdnih stvareh, kar si jih lahko predstavljaš. Ampak če je to v New York Times ali na NPR, sta to nekakšna liberalna vzora kreposti in resnice. Zato je to tako resno. To je v nekaterih pogledih še huje kot protokoli starešin sionskih, ker so bili protokoli starešin sionskih na koncu jasno razkriti kot carska ponaredba in zarota. In veste, ljudje so lahko dokazali, kdo je ponarejal in vse ostalo. In to je šlo v zgodovino kot primer, veste, poleg primera Dreyfusa, kako lahko nekoga uokvirijo, kako lahko posameznika podtaknejo. Protokoli sionskih starešin so lažno obtožili celotno družbo in skupino ljudi, ampak New York Times tega ni bil deležen. In zato je pomembno, da zdaj obstajajo preiskovalna novinarska poročila o Kristofu in o tem, o čem ni poročal, kaj je prikril in zakaj se je odločil pisati o tem in se na to osredotočiti. In to mora biti naslednji korak in upam, da ga bo mogoče narediti. Z veseljem bi pomagal in sodeloval pri takšni dejavnosti, ker je zame kot vernika v svobodo govora odgovor na slab govor vedno dober govor. Več govora, ne cenzura.
Ja, vprašanje, Dan. In profesor Deršovic, New York Times ima tukaj v Izraelu svojo pisarno in tam je več novinarjev in poročevalcev. Zakaj niso bili vključeni? Mislim, da so blizu zgodbe, če je ta zgodba obstajala. Zakaj niso šli ven in raziskali? Zakaj morate nekoga pripeljati iz ZDA? Da opravi svoje raziskave in raziskave v narekovajih. Bodimo jasni, ni opravil svojih raziskav. Kot trdi. Ampak ni opravil svojih raziskav. Previdno preberi članek. To so bili ljudje, ki so mu bili dodeljeni. To so bili ljudje, ki so mu bili ponujeni na plagnju. To so bile skupine, ki so znane po svojih protiizraelskih stališčih, ki so šle k njemu in ga pozvale, naj napiše zgodbo. Nisem videl veliko dokazov o izvirnem raziskovanju, ki bi zadovoljilo novinarska merila. Po drugi strani pa bo ta članek verjetno prejel Pulitzerjevo nagrado, ker se je Pulitzerjev odbor sovražno obrnil proti Izraelu. Podeljujejo Pulitzerjeva presenečenja. Nazadnje novinarju, ki naj bi domnevno dokumentiral zlorabe Izraela nad palestinskimi ženskami in otroki, ter druga Pulitzerjeva presenečenja. Pulitzerjev odbor je postal zelo levičarski, zelo protiizraelski in zato bo to nominirano za Pulitzerjevo presenečenje. In to bo spodbujalo vedno več lažnega poročanja, kot je to. Zato morajo to hitro in verodostojno razkriti drugi novinarji, ki jim je res mar za novinarsko integriteto. Moram vam povedati, veste, živel sem dolgo življenje, star sem 87 let. Srečal sem se z mnogimi strokovnjaki, psihiatri, zdravniki, karkoli si zamislite. Najbolj neetična skupina ljudi, s katerimi sem kdajkoli delal v svojem življenju, so bili novinarji. Novinarji, najbolj neetični, začenši z The New Yorker, 60 Minutes, The New York Times. Najbolj neetična skupina ljudi, na katero sem kdaj naletel, so bili novinarji. In razlog, da so tako slabi, je ta, da nastopajo pod krinko domnevne novinarske integritete. In dejanska integriteta je toliko nižja od zaznane integritete, da je ta prepad največji. In zato verjamem, da so novinarji kot celota najbolj neetična skupina profesionalcev, s katerimi sem se v svoji dolgi poklicni karieri srečeval. To počnem že več kot 65 let. Novinarji so bili najslabši. In New York Times je bil med najslabšimi, ker ima tako dober ugled, v resnici pa je tako slab. Veš, Dan, in profesor Deršovic, kot novinar ti lahko povem, da sem v zadnjih 40 letih sodeloval s stotinami mednarodnih poročevalcev. Pomagal sem razkriti konflikt tukaj. In to sem vedno govoril. Kar me skrbi je, da večina teh novinarjev, ki pridejo sem, ali so tukaj nameščeni, se zjutraj zbudijo in iščejo katerokoli zgodbo, ki Izrael prikazuje v slabi ali negativni luči. Poskušaš jim ponuditi zgodbo o nepravilnostih na strani Hamasa, na strani Sirije, v Libanonu. Obrnejo se stran. Zanje gre vedno samo za to, da napadajo Izrael in ga prikažejo v slabi luči. Mimogrede, tako je bilo vedno, to ni nič novega. Poglejte, dve glavni osebi v uredništvu. Drugi je Tom Friedman, ki je začel kot uravnotežen novinar v Libanonu in je končal svojo kariero. Vsi upamo, da se bo kmalu končala. Svojo kariero je končal z enim najslabših člankov, kar sem jih kdaj videl, v katerem pravi: kot ameriški jud sem razdvojen. Razdvojen sem, kdo bi moral zmagati, Iran na eni strani ali Izrael in Združene države na drugi strani. Pravi, razdvojen sem. Ne maram Irana, ampak nočem videti Netanjahuja in Trumpa na kakršenkoli način okrepljenih. Torej je razdvojen. To je zdaj čist mnenje, idiotsko mnenje, neumno mnenje. Ampak kljub temu je to mnenje torej je zaščiteno. Ko pa začneš poročati o posilstvih psov, je to povsem drugačna situacija, popolnoma imaš prav. To bi moralo biti predstavljeno kot novinarski prispevek, ne kot mnenjski članek. Ampak New York Times ima dolgo zgodovino mešanja mnenj z novinarskim poročanjem. Wall Street Journal tega ne počne. Na prvi strani nimajo analiz, imajo strogo ločnico med uredništvom in novinarstvom, imajo mnenjske članke, obstaja urednik mnenj, s katerim sodelujem, ki je odličen in zelo, zelo strog.
Obstaja urednik uredniške strani in potem je še urednik za novice. In večinoma jim ni dovoljeno niti govoriti drug z drugim ali sodelovati. Popolna stroga ločitev, vendar ne pri New York Timesu. New York Times združuje mnenje s poročanjem. In to pomeni, da je poročanje pogosto, kot je bilo v tem primeru, popolnoma izkrivljeno zaradi mnenja. Ampak želim še enkrat poudariti. To so protokoli sionskih starešin. To je najbolj podobno temu, kar sem videl v sodobnem poročanju, ker naj bi temeljilo na dejstvih in dejstva so napačna. In zelo pomembno je razkriti lažnost teh dejstev. To ne pomeni, da je Izrael popoln. To ne pomeni, da v zaporih ni zlorab. So, mimogrede, če bi bil nekdo, ki ga skrbijo zlorabe v palestinskih zaporih, bi bil besen na Kristofa, ker bodo prave zlorabe izgubile verodostojnost. To je kot ženske, ki lažno prijavijo posilstvo, čeprav osebe sploh niso poznale in so to storile zaradi denarja. To škoduje resničnim žrtvam posilstva. In v tem primeru so resnične žrtve, čeprav jih je malo, tiste, ki jih zlorabljajo posamezni pazniki v zaporih. Govorimo o 19, 20 in 21-letnih mladih ljudeh. Nekateri so Judje, nekateri niso Judje, nekateri pripadajo drugim skupinam. Če je kdo storil katero od teh stvari, mora odgovarjati za svoja dejanja. In Izrael kar dobro skrbi za to, da ljudje odgovarjajo za svoja dejanja. Toda takšno poročanje bo na koncu izkazano za tako neverodostojno, da bo verjetno škodovalo tistim redkim resničnim primerom zlorab. Profesor Deršovic, ali obstajajo kakšni ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti proti organizacijam, ki stojijo za tem, tako imenovanim raziskovalnim centrom v Evropi, naprimer tistim, ki so povezani s Hamasom in stojijo za temi zgodbami? Naprimer Euromed. Ja, Euromed. Mislim, poglejte ime, Euromed, s sedežem v Ženevi. Ustvarja vtis, da je to nekaj evropskega. Poglejte, zdravnike brez meja, ki so postali fronta Hamasa, pa jih imajo za izjemno verodostojne. Mislim, to je tisto, kar bi moralo početi dobro novinarstvo. To bi morali početi Jerusalem Post in drugi časopisi v Izraelu. In to bi morali početi tudi drugi časopisi v Združenih državah. In v Kanadi in v Angliji razkrivati te prevarantske organizacije, takšne kakršne so, pogosto le fronte Hamasa. Ali pa vsaj uporabljajo dvojna merila in uporabljajo zelo, zelo drugačna merila za Izrael kot za poročanje o drugih državah. In zato je ponovno odgovor na slab govor je dober govor. In mislim, da potrebujemo bolj aktivno pravo novinarstvo, ki preverja vire, preverja Kristofa, preverja, kaj je prikril. In imam nekaj informacij, ki jih z veseljem posredujem ljudem, ki poročajo o zgodbah, o katerih bi Kristof lahko poročal, pa ni. In to je prav tako pomembno kot zgodbe, ki jih pokriva, še posebej, ker jih pokriva tako netočno. Upam pa, da bi New York Times, saj so prejeli toliko pritožb, izvedel svojo notranjo preiskavo in ugotovil, zakaj. Izbira trenutka za to, B, zakaj, kot pravite, ljudje kot Kiršner, ki poročajo iz Izraela, niso del te zgodbe. Bila je del zgodbe, ki ni dobila toliko pozornosti. Del zgodbe o pravi preiskavi, ki je bila opravljena. To zgodbo je napisala za New York Times, vendar, kolikor vem, ni imela veliko opraviti s to zgodbo. In tako imate popolnoma prav. To bi morali narediti novinarji, usposobljeni novinarji. Kristof ni novinar. On je analitik mnenj, vendar piše, kot da bi poročal. To je še ena oblika zavajanja. In na koncu si ljudje zapomnijo dve stvari, naslov in New York Times. To je vse. New York Times mu daje lažno verodostojnost. In zato mora biti New York Times podvržen svojim lastnim standardom poročanja, boljšim standardom. Ampak glejte, nasplošno moramo razumeti, da je New York Times izgubil svojo verodostojnost. Ali jo je sploh kdaj imel? Veste, dobil je Pulitzerjevo nagrado za poročanje o tem, kako dober je bil Stalin v 30 letih. In potem se je izkazalo, da je bil človek, ki je poročal na Stalinovi plačilni listi. New York Times, to je bil New York Times. Videli smo tudi druge podobne zgodbe. Torej, ima New York Times resen problem z verodostojnostjo. Ampak to je ena najslabših zgodb, kar jih je New York Times kdaj objavil.
In točno tako, kot ste povedali na začetku, ker naj bi šlo za poročanje, navajanje, kaj so ljudje rekli, poročanje o tem, na to pa to postavi v kontekst mnenja. Da bi ga zaščitili pred običajnimi pravili, ki veljajo za novinarje, ko navajajo brez virov za svoje gradivo. Profesor Dershowitz, bi predlagali, da obstajajo izraelski časopisi, kot so Jerusalem Post, JNS in Jediot Ahronot, ki ima angleško različico, ali Inet, kot mu pravijo, ki ima angleško različico. Če bi pripravili neodvisen preiskovalni prispevek, ker imajo vse vire, prave vire, v zaporniškem sistemu, v šabaku, v preiskovalni skupnosti, v skupnosti naseljencev. Mislim, ta članek je obtožil Jude, ki živijo v Judeji in Samariji, da so del te kulture posilstev, tega pojava sistematičnega spolnega mučenja. Ali bi bilo torej koristno za mednarodno skupnost, da bi lokalni mediji pripravili poglobljen, resen preiskovalni prispevek in razkrili vse te propagandistične pojave? Da vendar mora upoštevati stroga novinarska merila, če je mogoče, navesti vire in zagotoviti verodostojnost. Mislim, zanimiva stvar pri tem članku je, oziroma najslabša stvar pri njem, da ta nestrpnež, ki ga je napisal, v bistvu primerja to, kar je Hamas storil, s temi obtožbami. In seveda v primeru Hamasa so to sami posneli na video. Obstajajo verodostojni dokazi, veliko tega je v poročilu, ki je pravkar izšlo, in primerjati to z neimenovanimi viri ali enim imenovanim virom, ki ima resne težave z verodostojnostjo. Ideja, da bi primerjali novinarsko natančnost ene stvari z drugo, je prav tako zavajajoča in zlonamerna kot samo poročilo. In končno, profesor Dershowitz, še eno širše, bolj splošno vprašanje. Izrael je zdaj pod svetovnim napadom. Najbolj dramatično od invazije 7. oktobra, množičnih umorov, posilstev, mučenja in ugrabitve Izraelcev in Američanov. Lahko bi dodal, da so bili med žrtvami 7. oktobra 2020 3 tudi državljani iz 15 drugih držav. Kaj bi, po vašem mnenju, Izrael lahko storil, da bi ustavil posledice tega svetovnega napada, o čemer v Izraelu zdaj veliko razpravljajo? Kakšne so vaše misli o tem? Najprej se spomnimo, da je bil najuspešnejši napad Hamasa na Izrael 7. oktobra, ker se je dinamika spremenila, retorika se je spremenila. In svet nagrajuje posilstvo, svet nagrajuje umor, svet poroča o pokolu. Univerze, profesori to nagrajujejo in pošiljajo sporočilo: naredite to znova, naredite to znova. Če želite spremeniti mnenje, posiljujte, ubijajte, obglavljajte, zlorabljajte otroke. In potem, veste, vam bo morda svet namenil nekaj pozornosti. Veste, pisal sem serijo knjig, ki jih brezplačno razdajam na univerzitetnih kampusih. Prva je bila 10 velikih laži o Izraelu in kako jih ovreči. Ampak imam eno, ki se nedavno imenuje Judovska kri ni več poceni. In povem zgodbo o tem, kaj se je zgodilo 7. oktobra in kaj se je zgodilo 8. oktobra, kar je bilo na mnoge načine bolj trajno kot grozna tragedija, ki se je zgodila 7. oktobra. Poglejte, prvo pravilo, ki mu mora Izrael slediti, in to ne odgovarja neposredno na vaše vprašanje, ampak je res pomembno. Izrael nikoli pod nobenimi pogoji ne bi smel žrtvovati svoje vojaške varnosti zaradi želje po dobrih odnosih z javnostjo. Vedno bi moral postaviti svojo vojaško varnost na prvo mesto. Zaščititi bi moral svoje ljudi. Napasti bi moral Iran. Prizadevati si mora za spremembo režima. Narediti bi moral vse, kar že počne, pri čemer mu ZDA nekatere od teh stvari trenutno preprečujejo. To mora biti prva prioriteta, ker to deluje. Medtem pa nič, kar Izrael naredi, ne more spremeniti akademskega mnenja. Spomnimo se, kdo je pripeljal naciste na oblast. Študenti na univerzi v Münchnu, univerzi v Berlinu, univerzi v Heidelbergu. Kdo je pripeljal Stalina na oblast? Študenti na univerzi v Sankt Peterburgu in Moskovski univerzi. Kdo je pripeljal Castra na oblast? Študenti na univerzah na Kubi in drugod. Kdo je pripeljal Pola Pota na oblast? Študenti so tisti, ki pripeljejo tirane na oblast. In študenti pogosto odražajo prihodnost države. In zato mislim, da se bo
prihodnost odnosov z javnostmi v povezavi z Izraelom poslabšala, ne pa izboljšala. In obstaja skušnjava, da bi to poskušali spremeniti z spremembo vedenja Izraela. Velika, velika, velika napaka. In mislim, da predsednik vlade to razume. Razume, da je glavna naloga predsednika vlade, da ne dobi naklonjenih člankov v New York Timesu, ampak da zagotovi, da Iran nima zmogljivosti, da uniči Izrael z jedrskim orožjem, raketami in drugimi vrstami vojaških akcij. Zato mislim, da je treba postaviti prioritete na pravo mesto. In Izrael upravlja zelo dobro delo, če gledamo na prioritete na ta način. Lahko Izrael upravi še boljše delo? Da. Pogosto sem mislil, naprimer, da bi bilo treba Hasbara vzeti iz urada predsednika vlade in jo dati v urad predsednika. Ker bi se morala Hasbara izvajati v imenu celotnega Izraela, ne pa v imenu vlade, ki je trenutno na oblasti. Mislim, da bi lahko naredili še veliko drugih stvari, ampak želim zagotoviti, da je vse to drugotnega pomena v primerjavi s tem, kar mora Izrael storiti. Hašem Osli, Amo Itajn. Edini način, da bodo Judje kdaj imeli šalom, je z vojaško premočjo. To je najboljši odgovor New York Timesu. Naj Izrael še naprej zmaguje na vojaškem bojišču, mi in drugi pa bomo naredili, kar lahko, da pomagamo Izraelu na sodišču javnega mnenja. Najpomembnejša stvar, kar smo se naučili 7. oktobra, je, da Izrael ne sme pokazati šibkosti. Pokazati mora moč. Ko pokaže šibkost, kot jo je 7. oktobra, ga bojo nasilneži sveta obkrožili in naredili vse, da uničijo njegovo verodostojnost. Zato ostanite močni. To je ključna točka. Najlepša hvala, da ste se nam danes kot posebni gost pridružili v oddaji Our Middle East. Kot vedno je bilo poučno, profesor Dershowitz. Naj samo rečem, spomnim se, ko sem bil leta 1984 v zadnjem letniku na Harvardu. Vi ste bili moj učitelj. Ko ste nas takrat pripeljali v Združenje temnopoltih študentov in na pravno fakulteto, kjer je nastopila PLO in ste judovske študente pospremili ven, to je bil moj prvi protest. Vi ste bili naš vodja in to še vedno ostajate. Proti antisemitizmu na Harvardu se borim že od dneva, ko sem leta 1964 prišel tja. Ko Jud ni mogel biti dekan nobene fakultete ali predsednik univerze. Ampak moram vam povedati, da je antisemitizem danes veliko hujši, kot je bil leta 1964. Ko sem prišel tja leta 1964, je bilo vsaj 18% študentov Judov. Zdaj je to pod kvoto, ki jo je uvedel predsednik Lower. Danes je to 6%. Ne vemo, je med 6% in 9%, vendar je precej nižje od 23%. In to je zaradi konca meritokracije, ker so univerze opustile meritokracijo v korist povprečnosti. Univerza Harvard je danes povprečna univerza. Ne govorimo o znanosti, ne govorimo o zdravljenju bolezni, govorimo o družbenih vedah, pravo. Zgodovina, književnost, ja. Discipline so postale, Harvard je postal kraj resnične povprečnosti. Kljub temu, da ima odličnega predsednika in nekaj odličnih dekanov, ima akademsko osebje preveč moči in je preveč levo usmerjeno. In sploh še nismo govorili o tujem financiranju. Ja. V več 10 milijardah. Ja. No, o vseh teh stvareh bomo govorili, ampak najpomembnejša stvar za Izrael je hašemos, ostanite močni. Prepričajte se, da je božji načrt ustvariti mir z močjo, ne s šibkostjo. Naučili smo se, kakšna je cena miru s šibkostjo med Šoahom. Tega ne smemo nikoli več ponoviti. Da. Izraelska vojska in izraelska vojska v tujini morata ohranjati moč, gospodarsko moč, politično moč, vsako vrsto moči, a najpomembnejša je vojaška moč. Zelo. To smo se naučili tudi med propadlimi sporazumi iz Osla, da popuščanje povzroča večje nasilje, v nasprotju s tem, kar se je zgodilo v Izraelu po drugi intifadi, ko je prišlo do spremembe. In potem po 7. oktobru se je celoten koncept nacionalne varnosti spremenil v smeri preprečevanja in ne več samo odvračanja in zgodnega opozarjanja. Torej upam, da Izrael vlada, predsednik vlade posluša vas in bo še naprej prevzemal večjo pobudo pri preprečevanju terorizma, nasilja in subverzije, namesto da bi jih zgolj skušal zajeziti.
Predsednik vlade to ve in že vsa leta, odkar ga poznam, se ukvarja s preprečevanjem terorizma. Poznam ga že od leta 1970. Tako daleč v preteklost sega najino poznanstvo. Wow. On je bil na MIT, ko ste vi bili profesor v tistem času. Bil sem mlad docent, on pa je bil študent na MIT. Skupaj sva nastopila v oddaji z imenom The Advocates na PBS. In takrat sva se spoznala spomladi leta 1970. Od takrat sva tesna prijatelja. Se strinjam z vsem, kar reče ali naredi. Se s tem strinja kak Izraelec, kak Jud. Se veste, 2 Juda, 3 mnenja. In zato imamo pravico biti konstruktivno kritični. Po drugi strani pa se popolnoma strinjava, da ima močan Izrael več možnosti za dosego miru. Seveda, in zelo cenimo vaše poglede. Kot vedno, profesor Alan Dershowitz, zaslužni profesor na pravni fakulteti Harvardske univerze in avtor, mislim, da je do zdaj napisal že do 60 knjig, če se ne motim, ali pa 64. Nova knjiga izide 4. julija z naslovom Founding Fathers and One Jewish Mother. Primerja Washingtona in Jeffersona z izraelskim Ben Gurionom, pri čemer je Golda Meir judovska mati. Kot veste, predsednik vlade Ben Gurion se je zgodaj v svojem mandatu obrnil na svojo vlado, pogledal edino žensko v kabinetu, Goldo Meir, in rekel: v tej vladi je samo ena oseba, ki ima jajca, ter pokazal na njo. Pri njej pa jajca pomenijo dobesedno jajca. Torej je tukaj dvojen pomen. Toda ideja Ben Guriona in Gold Meir, da mir se doseže z močjo, je bila ključna za uspeh Izraela zadnjih skoraj 80 let. No, upamo, da bo tako tudi ostalo. Khalid Abu Taumeh in profesor Alan Dershowitz. Khalid Abu Taumeh, kakšna izjemna priložnost. Imeli smo priložnost slišati enega največjih strokovnjakov za ameriško pravosodje, obrekovanje, antisemitizem, še posebej tukaj v oddaji Our Middle East. Resnično si prizadevamo Zahodu približati boljše razumevanje Bližnjega vzhoda, takšnega, kot vidi samega sebe. In profesor Dershowitz je v bistvu prav tako bližnjevzhodnjak v nekem smislu, saj je bil tukaj toliko let, ne samo na Zahodu. Zato še naprej poskušamo povezovati kulture. Živim v središču Manhattna in ne živim na Upper West Side. Ne živim na Upper East Side. Živim na Bližnjem vzhodu. Živim sredi East Sidea. Tako je. Upam, da se bova srečala in mi boš dal svojo knjigo, ko pridem v naslednjih 2 tednih v Združene države v New York. Fantastično. Kaj misliš, Hana? Ena od stvari, ki jih govorim že od časa sporazumov iz Osla, je, da se izraelska popuščanja, kompromisi in geste žal razumejo kot znaki šibkosti. In to prinaša več nasilja. Umaknete se iz Gaze. To se vidi kot znak šibkosti, ne kot znak, da želite mir. Pripeljete PLO na Zahodni breg in v Gazo. To se vidi kot zmago PLO in kot znak šibkosti Izraela. In to se ni spremenilo. To je začaran krog, v katerem smo udeleženi, smo priča temu, in zgodbe, kot je tista, ki je pravkar prišla iz New York Timesa, dejansko igrajo v prid zavračalcem in skrajnežem na palestinski strani. To spodkopava zmerneže v arabskem svetu, ki zagovarjajo mir z Izraelom, ki si prizadevajo za mir z Izraelom. Ker bo ta zgodba uporabljena kot opravičilo, zakaj bi morali Izrael uničiti. In to je zelo, zelo resno. In vidim, kako o tem poročajo arabski mediji. In vsi pravijo, vsi poudarjajo, to je New York Times. Ni prišlo iz arabske institucije, ni prišlo iz medijske hiše v arabskem svetu. Zato je ime New York Times v tem kontekstu zanje zelo pomembno. Ampak to je dolgoročna škoda. To je ogromna eksplozija, tako ga imenujem. To je potres. To je jedrska eksplozija. To je ogromna eksplozija. Povzroča ogromno škodo na Bližnjem vzhodu. To opogumi ali okrepi radikalce v arabskem svetu, džihadistične skupine in vse tiste, ki si ne želijo miru. Zelo težko si je predstavljati, kako bi lahko Saudska Arabija na primer normalizirala odnose, če se takšna zgodba širi po družbenih omrežjih in v arabskem svetu. Na koncu dneva, kot sem rekel, si ljudje zapomnijo 2 stvari. Naslov in New York Times.
Ja, zato moramo agresivno graditi lastno prepoznavnost in vidnost. O tem sva govorila že leta. Ne glede na to, ali je ta primer, kot je poudaril profesor Dershowitz, pravno izvedljiv ali ne, kar razumemo, da v Združenih državah ni, vendar pa pretekst vložitve tožbe zagotovo postane morda orožje v boju za javno mnenje v Združenih državah. In kot je rekel profesor Dershowitz, prenesite to na sodišče javnega mnenja. Diskreditirajte tiste, ki stojijo za tem. Diskreditirajte poročanje. Bitka poteka za javno mnenje in tam bi moral biti poudarek. Tam bi moral biti poudarek in tam bi moral biti tudi poudarek Izraela. Čeprav je zmaga na vojaškem bojišču, kot je rekel profesor Dershowitz, na prvem mestu, absolutno, mir skozi moč. In upam, da je naš program zasnovan skozi moč. Absolutno. Na Bližnjem vzhodu, mimogrede, razumemo jezik Bližnjega vzhoda. Da. Zelo cenim to. Hvala. Najlepša hvala, gospod Dershowitz.